Sledi skandinavska hiša, za katero sta arhitekta Mojca Gregorski in Miha Kajzel prejela nagrado Zlati svinčnik za odlično realizacijo, ki jo vsako leto podeli Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Ko je Janez Bajt izvedel, da urbanistični načrt za naselje Visoko v občini Ig terja klasično hišo s pritličjem, prvim nadstropjem in dvokapno streho, je rekel ne. Takšne hiše nočem, je bil odločen. Arhitekta Mojca Gregorski in Miha Kajzel sta se znašla pred izzivom, kako naj spoštujeta omejitve, ki jima jih nalaga urbanistični načrt in kljub temu postavita hišo, kakršno si želi naročnik. Njegove želje so bile jasne. Hiša na pogled ne sme biti velika in mora biti v sozvočju z naravo. Predvsem pa mu mora omogočati življenjski slog, kakršnega je vajen. Po številnih usklajevanjih in z veliko iznajdljivosti se je naposled izoblikovala ideja za skandinavsko hišo. Zdaj, ime objekta skandinavska hiša izvira iz dejstva, da je dejansko naročnik 40 let svojega življenja preživel na Švedskem, Skandinaviji, in je s sabo, ko se je preselil živeti na to lepo lokacijo, prinesel v bistvu duha skandinavskega, ki se predvsem kaže v odprtosti hiše do naravnega okolja in do ljudi, v bistvu do sosedov. Gre za to, da dejansko ta hiša nima ograj, se ne zapira proti cesti in da so tudi bivalni prostori dejansko zelo odprti in da ne skrivajo tega, kar se v bistvu za temi steklenimi stenami dogaja. Hiša praktično bi lahko nekateri rekli nima etaž, ker se med etažami med seboj prelivajo, tako nekako prelivajoči prostori. Kljub temu pa naročnik ima intimo, ima možnost, da se umakne v svojo spalnico, ima možnost se umakniti v kopalnico in tako naprej. Tako da to prelivanje ni nujno izključeno glede na intimnost prostora. Tako da prelivanje prostora interierja se preliva tudi v eksterierju. Tako da, ker je naročnik sam želel imeti nekoliko bolj razgiban teren, nejasnih, jasno ločenih nivojev, ni želel izvesti škarp, kljub temu, da teren visi, smo to mehkobo terena prelili nekako tudi v interier. Tako da lahko rečemo, da je hiša krajinska tudi v notranjosti, ne samo v eksterierju. Janez je bil navdušen nad notranjostjo hiše, vendar ni pozabil, da starost prinaša tegobe in nekoč morda ne bo mogel premagovati stopnic. Stopnice načeloma bi lahko predstavljale oviro, vkolikor je nekdo starejši ali ima kakšne težave pri hoji. Tako da za izvedbo širših stopnic, katere je kasneje možno delno odrezati in vmes umestiti klasično neko stanovanjsko dvigalo, oziroma bolje rečeno dvižno ploščad, je potem ta težava rešena. Tako da je z vidika inštalacij in prostora vnaprej predvideno, da se z relativno majhno investicijo, z minimalnimi posegi, to potem kasneje po potrebi predela. Tako da škoda bi bilo, da bi to omejitev že na začetku sprejeli kot en tako imenovani handicap in bi potem hiša bila v enem samem nivoju in seveda potem prostorsko osiromašena. Skandinavska hiša ni klasična in kljubuje tudi običajnemu razporedu prostorov. To je bila ena temeljnih odločitev dejansko, da bodo v bistvu bivalni prostori v zgornjem nadstropju, spalni prostori v spodnjem in vse to, kar je v bistvu dodatnega programa. Odločitev je bila predvsem zato, ker se iz zgornjega nadstropja odpira razgled na te čudovite poglede proti Kamniškim Alpam, ki smo ga želeli v bistvu izpostaviti kot eno bistveno kvaliteto tega objekta. Medtem, za spalne prostore je pa zelo tudi naravno in prijetno, če so na nivoju terena, so bolj na enem intimnem nivoju, se odpirajo na travo in obstaja ta direkten kontakt. Tako da problem pa je potem nastal, ker so bivalni prostori v nadstropju, da potem nimajo direktnega izhoda na teren, travnat teren. Zato smo v bistvu za tako krajinsko manipulacijo tega spodnjega dela hiše smo teraso preko zelenih klančin pripeljali na nivo dnevne sobe in kuhinje in je s tem v bistvu notranji bivalni prostor povezan s to zunanjo teraso, ki je pa dejansko na strehi spodaj ležeče dependanse, ki je ta dodatni program hiše.
Po 7 letih bivanja v Sloveniji lahko Janez z gotovostjo reče, da je dobil hišo, kakršno si je želel. Ta prostor s kuhinjo in s pogledom na Kamniške Alpe, na Karavanke, s tem odprtim pogledom na naselje mi je zelo ljub. Ljub mi je pa tudi naselje v dnevni sobi, kjer vidim proti vzhodu moj vrt z bazenom, z ribnikom, s tem zelenjem in to je veselje za oko. Pri načrtovanju sta arhitekta energijo za premagovanje ovir črpala iz Janeza, ki je hišo sooblikoval s svojimi navadami, kulturo in pogledi na svet. Glede na to, da ima naročnik tudi savno, in pa nek manjši džakuzi, prostor za relaksacijo, bo zvenelo kot da želi impresionirati s programom. Vendar savna je nekaj popolnoma običajnega v skandinavskih deželah, tako da on si je s sabo prinesel del svojega bivanja. V Skandinaviji ljudje v naseljih živijo skupaj in skupaj urejajo svoje okolje. Zato Janez v Visokem organizira delovna in družabna srečanja za sosede. Odprt je za ljudi in zanje je odprt njegov dom. Želel sem, da hiša ne izgleda kot neka trdnjava, ampak pa tudi ne v nekem starem, tradicionalnem, kmečkem stilu, ker tukaj v tem okolju to ni primerno. To naj bo eno sodobno naselje, ki funkcionira za moderne ljudi. Janez je za nastanitev prijateljev uredil posebne prostore z lastnim vhodom. Čudovite večere preživljajo skupaj v prostoru s savno, džakuzijem in klavirjem. Poseben kotiček na vrtu pa je posvečen prav posebnemu prijatelju. Na Švedskem sem bil tudi podjetnik in sem imel enega partnerja, Lasse. In Lasse je bil ne samo moj poslovni partner, bil je tudi osebni prijatelj, s katerim sva si delila uspehe in tudi probleme podjetja in sva tudi naredila nekaj potovanj okrog po svetu. Hudo mi je bilo, ko je pred 2 leti moral zapustiti tole naše okolje najino prijateljstvo, zaradi tega sem rekel, nekaj pa le lahko naredim, da ga bom imel blizu in sem naredil eno razgledno točko z nekim lepim drevesom, ki cveti z rdečimi cvetovi in ko pogledam skozi okna dnevne sobe, ja, se lahko pogovarjam z Lassetom.